Lepo zdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu. In če to spremljate kasneje preko YouTubea in se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Nov teden, nove dogodivščine. Danes je ponedeljek, 29. junij in imamo tukaj že prvo novico. Binance odlivi kar presenečajo, ampak to ne na način, kot si marsikdo predstavlja. Binance se še naprej sooča s posledicami evropske regulative MiCA. Po podatkih analitičnih podjetij je borza v zadnjem tednu zabeležila več kot $400 milijonov neto odlivov sredstev, saj se evropski uporabniki pripravljajo na omejitve storitev, ki stopajo v veljavo po izteku roka za pridobitev licence MiCA. Kljub temu analitiki opozarjajo, da trenutni odlivi za Binance še ne predstavljajo resne grožnje, saj gre za razmeroma majhen delež sredstev, ki jih platforma hrani za svoje uporabnike. Dogajanje pa jasno kaže, da del vlagateljev ne želi čakati na regulatorni razplet in svoja sredstva preventivno seli na druge platforme ali v lastne denarnice. Zdaj, za evropski kriptotrg bo prihodnjih nekaj tednov ključnih, saj bo postalo jasno, ali bo Binance našel pot nazaj pod evropski regulativni okvir. No, mi imamo zdaj tukaj, danes smo 29. jutri je ta zadnji dan. Če vas slučajno skrbi to, kar se dogaja z Binanceom, je seveda najbolj sigurno na lastnih hladnih denarnicah. Če pa iščete morda kakšno drugo menjalnico, sem tukaj sklenil partnerstvo z OKX, ki ima popolnoma vse regulative, tudi MiCA ima popolnoma pokrito vse, ima tudi perpetualse, če morda tole iščete. In preko povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju lahko pridobite, če še niste registrirani, do 200 evrov nagrade dobrodošlice. Ampak to samo preko povezav spodaj. No, lih toliko v razmislek, če slučajno iščete kakšno drugo menjalnico. Pojdimo mi naprej po novicah. Ethereum. Kaj se dogaja z Ethereumom? Na omrežju Ethereum je veliko pozornosti pritegnilo premikanje več kot 37,000 Etherjev iz denarnic, ki so bile nedejavne vse od leta 2017. To je kar dolgo. Takšni premiki vedno sprožijo ugibanja, saj gre pogosto za zgodnje vlagatelje oziroma tako imenovane kriptokite, ki imajo v lasti ogromne količine sredstev. Del analitikov meni, da bi lahko šlo za pripravo na prodajo, drugi pa opozarjajo, da stare denarnice pogosto postanejo aktivne tudi zaradi varnostnih razlogov ali reorganizacije sredstev. Dogajanje prihaja v občutljivem trenutku za Ethereum, saj se cena giblje blizu pomembnih podpornih ravni. Vlagatelji zato pozorno spremljajo, ali bodo veliki lastniki nadaljevali s premiki in morebitnimi prodajami, ali pa bo prevladalo dolgoročno zaupanje v drugo največjo kriptovaluto. No, Ethereum mi tudi spremljamo vsak dan preko tehničnih analiz, tako da če slučajno to spremljate preko shortov ali preko TikToka, si le oglejte tudi celotni video. Potem naprej imamo tudi Bitcoin, tudi tukaj biki oziroma kiti kar precej premikajo svoja sredstva. Namreč Bitcoin se medtem ponovno sooča z opozorili o morebitni kapitulaciji trga. Podatki kažejo, da je bilo v zadnjih dneh približno 50,000 bitcoinov premaknjenih na borze z izgubo, kar pogosto nakazuje, da vlagatelji izgubljajo potrpljenje in prodajajo svoje pozicije pod nakupno ceno. To je zelo pomembno, torej prodajajo z izgubo.
Analitiki opozarjajo, da so kratkoročni imetniki pod največjim pritiskom po letu 2024, kar povečuje možnost dodatne volatilnosti. V preteklosti so podobna obdobja pogosto sovpadala z zaključnimi fazami večjih korekcij, vendar ni zagotovila, da se bo zgodovina ponovila. Trg zato ostaja razpet med strahom pred novim padcem in upanjem, da se oblikuje dolgoročno dno. Ampak tukaj imamo zdaj še eno pozitivno novico. Na to sem tudi jaz opozarjal že kar nekaj časa nazaj, namreč bikovska divergenca na tedenskem časovnem intervalu za Bitcoin. To je treba tudi spremljati. Zdaj, kljub previdnosti, nekateri tehnični analitiki vidijo tudi razloge za optimizem. Na tedenskem grafikonu Bitcoina se je namreč pojavila tako imenovana bikovska divergenca RSI. Vzorec, ki je bil nazadnje jasno viden ob koncu medvedjega trga leta 2022. Takrat je sledilo večmesečno okrevanje in začetek novega cikla rasti. Tudi zdaj kazalniki nakazujejo, da prodajalci izgubljajo moč, medtem ko kupci vse odločneje branijo območje okoli $60,000. Čeprav nekateri analitiki še vedno dopuščajo možnost novih padcev v prihodnjih tednih, vse več opazovalcev meni, da bi lahko trenutne razmere predstavljale podobno prelomnico, kot smo jo videli po velikem zlomu leta 2022. Si bomo ogledali tudi tedenski časovni interval. Tako da, kot sem prej omenil, če slučajno spremljate to preko šortov ali preko TikToka, si le ogledajte tudi celotni video, če vas zanima tehnična analiza. Poleg tega, jaz sem želel tukaj izpostaviti tudi kar precej negativnih novic. Tukaj imamo na primer spletno stran Delo, in tukaj vidimo na veliko zlom trga in seveda omenjajo tudi Binance. Potem imamo tudi tukaj RTV Slovenija, kakšen naslov so dali: konec pravljice o Bitcoinu kot o digitalnem zlatu, in tukaj na kratko omenjeno v kratkem odstavku, pač Bitcoin je šel pod 60,000 in Mihajlo Todorov naj bi rekel: kripto se je ta mesec soočil s kruto realnostjo, pravljica o Bitcoinu kot digitalnem zlatu je uradno končana. Obnaša se kot zelo volatilna tehnološka delnica in je zdrsnil pod 60,000. Institucionalni denar trenutno pospešeno beži iz bitcoinovskih ETF-ov v ameriške državne obveznice s 4,5% donosom. No, koliko se pa vi strinjate s tem, kar napišite spodaj pod komentarji. Zelo zanimive debate se razvijajo in tudi zelo rad podebatiram z vami. Poleg tega se priporočam tudi za kakšen všeček, seveda, če vam je tole všeč, in pa da tudi dodatno požene algoritem, da si ogleda potem tudi čim več ljudi. No, skratka, MSM-ji so večinoma negativni. In kaj zdaj to pomeni? Ali je dno blizu? Ponavadi, ko MSM-ji dajejo take naslove, pa mislim, pred kratkim je RTV Slovenija celo objavila članek, kjer naj bi špekulirali o dvojnem dnu. Mi smo takrat govorili, nimamo še dvojnega dna, je treba malo počakati, in smo imeli prav. No, v glavnem, ko imamo mi take naslove v člankih, je ponavadi dno res blizu. In jaz sem tudi že večkrat opozarjal, vstopamo v obdobje, ko bodo morali medvedi tudi paziti zdaj. In poleg tega imamo še tole bikovsko divergenco na tedenskem časovnem intervalu, kar bomo itak zdaj pogledali v kratkem. Ampak
Dajmo najprej tehnične analize. Tukaj imamo Bitcoin, 15-minutni časovni interval in pa 4-urni časovni interval. Poglejmo najprej 15-minutni časovni interval. Tukaj imamo zelo jasen trend navzdol. In potem je tukaj tale dolga vikend konsolidacija, ker samo hodimo gor, dol. Zdaj, ja, trend je zelo jasen, še vedno smo tukaj naredili nižji vrh, torej, mi zdaj lahko gremo še nižje. Meja, ki bi jo gledal v tem primeru, je tukaj naokoli 58.300. Kar se tiče dolgih, kratkih pozicij, je zelo mešano stanje, tudi značilno za vikend, ampak najboljše je, da si mi ogledamo tukaj 4-urni časovni interval, ki je še bolj zanimiv. Mi smo spremljali tale Head and Shoulders, ki se nam je naredil pred kratkim. Prebili smo njegovo neckline mejo, šli testirati kot odporno mejo in bili od nje zavrnjeni. Ker lepo smo bili zavrnjeni in zdaj tukaj spet delamo nižji vrh. Glavna meja, ki bi jo gledal tukaj, je na tam nekje okoli 59.200. Cilj tega vzorca, ki ga pa mi gledamo, smo ga izmerili že pred časom, cilj je pa tukaj nekje spodaj na okoli 57.500. Tako da mi v bistvu lahko gremo še kar naprej dol. Zaenkrat trend je navzdol, tukaj ni vprašanja. Padec, konsolidacija, to tudi daje znak na to, da bi mi lahko nadaljevali tale padec. Tudi tukaj tile valovi, ki smo jih naredili, jih bom označil na 15-minutnem časovnem intervalu, vidimo, da se prekrivajo med sabo, večinoma, in to ponavadi nakazuje na popravek in seveda nadaljevanje padanja. Bom jaz tole zdaj zbrisal. Še vedno pa bi mi lahko, tukaj je bilo kar precej stav na padec, še vedno pa bi mi lahko šli pobirati tukaj tole območje na okoli 61.000, kjer je ogromno ljudi stavilo na padec. Bomo zdaj videli, če bomo s tole zadnjo rastjo prišli do tukaj gor. Tako, toliko, kar se tiče Bitcoina. Dajmo si pogledati zdaj še tukaj likvidacijska območja. Mobilno tale stran je zelo, zelo neprijazna, sem že večkrat rekel. Ja, tukaj je, kot sem že sam prej izpostavil, ogromno ljudi je tukaj stavilo na padec na okoli 60.700, tako da to bi lahko šli pobirati. Zdaj, v kratkem, smo tudi kar precej blizu, to imamo trenutno na 48 urah. Dajmo pogledati zdaj še za en teden, da vidimo, kaj imamo tukaj. No, če bo osvežilo. Ja, večinoma likvidnosti tukaj spodaj smo pobrali, nekaj jih je še tukaj na 56-57 tisoč, kar je tudi tarča našega vzorca Head and Shoulders na 4-urnem časovnem intervalu. Drugače je pa kar precej likvidnosti tukaj zgoraj, 60-61 tisoč, in pa tukaj jih je ogromno na 63.300, ampak najprej moramo preobrniti trend, da gremo mi pobirati vse te likvidnosti zgoraj. Jih je pa ogromno, smo jih tudi označevali sproti, tako za Bitcoin kot tudi za Ethereum, ampak dokler se trend ne preobrne, so zaenkrat samo tam. Poglejmo si zdaj še Ethereum. Ethereum je tudi kar zanimiv 15-minutni časovni interval.
Ja, tukaj spet tale vikend, cikcak akcija. Ogromno dolgih pozicij, zanimivo, skozi vikend. Drugače, tukaj blizu tega vrha je bilo tudi kar nekaj kratkih pozicij, tako da imamo očitno tukaj zgoraj na okoli 1615 likvidnostno območje, ki bi ga lahko šli pobirati s tole zadnjo rastjo, tako da bo treba spremljati tale vrh, če poberemo tole likvidnost. Drugače je pa ogromno dolgih pozicij skozi vso tole konsolidacijo in seveda bo treba spremljati tole dno tukaj, kjer po mojem ima kar precej ljudi stop losse in to je točno tale meja 1500. Za to mejo smo mi že precejkrat opozarjali, če mi slučajno tole mejo izgubimo, potem lahko zdrvimo vse dol do 1000, tako da to bo treba zelo paziti, kar se tiče Ethereuma. Tukaj imamo zdaj še 4-urni časovni interval. Pri Ethereumu smo imeli malce drugačen vzorec, naraščajoči razširjajoči klin, izgubili smo njegovo spodnjo mejo, biki so jo poskušali osvojiti nazaj, jim ni uspelo, smo bili zavrnjeni in od takrat naprej imamo tale trend navzdol. In še vedno tole traja, kljub temu, da smo mi naredili tole dolgo konsolidacijo skozi vikend. Zdaj še vedno je tukaj nižji vrh in seveda konsolidacija lahko pomeni, da bomo mi nadaljevali s padanjem. Meja spodnja, kot smo že večkrat opozarjali, 1500, lahko gremo tudi malo pod njo in bomo videli potem, kaj se bo dogajalo naprej. Tako, ja, ta teden bi znal biti še kar precej zanimiv, kar se tiče gibanja cen, tako da če slučajno to spremljate kasneje preko YouTuba, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega live zamudili. Še boljše pa je seveda, da se mi pridružite v živo, tako lahko pokomentiramo skupaj situacijo, lahko mi date predloge za kakšne altcoine, da si jih skupaj pogledamo, za kakšne indikatorje. In tako naprej. Kot sem zdaj obljubil, dajmo si pogledati samo malo, kje imamo zdaj. Aha, tukaj imamo tedenski časovni interval Bitcoin skozi celotno njegovo zgodovino. No in tukaj imamo tole bikovsko divergenco, ki se nam zdaj dogaja. Imamo dno in pa nižje dno, kar se tiče gibanja cene. Medtem ko tukaj zdaj delamo dno in pa višje dno. Še vedno lahko gremo malo nižje. Stokastika RSI je tudi kar precej v medvedji coni. Bomo videli zdaj ob križanju, če bo tale bikovska divergenca stopila v veljavo. Podobno se je dogajalo, tako kot so omenjali v članku prej, tukaj v letu 2022 imeli smo tole bikovsko divergenco in potem poglejte, kakšno rast smo mi dobili naprej. Tukaj smo mi zrastli, samo malo, da najdem tole orodje. Mi smo zrastli za, koliko imamo to? 663%. No, zdaj, kar je bilo v zgodovini, ni zagotovilo za prihodnost, ampak dajmo še izmeriti, koliko časa je trajala tukaj tale divergenca od tega dna, pa vse do tukaj, preden smo mi začeli rast, 28 tednov. 28 tednov smo bili v tej divergenci, medtem ko tukaj
smo pa trenutno 19 tednov. Tako da, ja, še nekaj časa se lahko gibljemo tukaj v tem obdobju. Ne pozabiti, da smo v poletnem času, ponavadi je tole mrtvo obdobje za te rizične trge, kamor spadajo tudi kriptovalute. Bomo pa vsekakor spremljali, kaj se bo tukaj dogajalo, zaradi tega, ker to je kar precej zanimivo dogajanje. In opozarjam, kot sem že večkrat, medvedi se bodo morali začeti paziti tukaj. In tole kar precej, zaradi tega, ker ogromno vidim napovedi, kjer naj bi mi šli vse dol do 30,000. In ja, vsekakor možnost je, da pridemo tudi dol do 30,000. Ampak na tej poti imamo mi še ogromno mej, ki jih moramo upoštevati. In nikoli ne vemo, od katere od teh mej bomo mi dobili preobrat. Zdaj, mi smo tukaj v tem ogromnem območju podpore. Mi glede na tole območje podpore lahko pademo vse do tele točke tukaj okoli 49-50 tisoč, pa smo v bistvu še vedno tukaj. Tale bikovska divergenca zdrži in potem rastemo naprej gor. Torej, tale podpora bi delovala in od nje bi mi dobili odboj. Tako da meja, ki bi jo jaz vsekakor gledal, je tale od 50,000. Če bo Bitcoin padal še naprej dol. Pri Ethereumu pa seveda trenutna meja 1500. Ta glavna meja za spremljati, če mi slučajno izgubimo 1500, je pa potem okroglih 1000. Tako da, ja, to bo še zanimivo. Ne se pozabiti naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka ali pa videa zamudili. Všečkajte video, če vam je bilo tole všeč. In pa ne pozabiti komentirati spodaj, kaj se vam zdi o teh novicah, o tehničnih analizah. Se morda strinjate z mano, se ne strinjate, kar napišite spodaj in seveda bomo podebatirali, zelo rad podebatiram z vami. No, tako, to bo tudi to za danes. Jaz vam tako želim en lep dan še naprej, en lep začetek tedna in se vidimo ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau!